studiu torej pozdravljam Mojca Trnovec, lepo pozdravljeni. Dobar dan. Mogoče, če začneva kar z najbolj aktualno temo obrtnica leta, najprej, kaj vam pravzaprav ta lovorika, ta naziv pomeni? Najprve en lep zimski dan vsem vašim gledalcem, predvsem pa odgovor na vaše vprašanje. Ta lovorika, ta kipec, ki je pred menoj, ni pisan samo meni, je pisan meni imensko, je pa to potrditev celi naši hiši, vsem nam Mihovcem, mojim domačim, mojim sodelavcem, mojim sosedom, mojim sovaščanom, vsem našim gostom. Naziv obrtnica leta je prišel v pravem času. Ne prezgodaj, bi temu rekla, in tudi ne prepozen, ker trenutno se ne počutim, da je to zaključek moje delovne poti. Vrhunec še prihaja. Prišel je v pravem času, je pa to tudi vzpodbuda, da tisto, kar delamo v naši hiši, delamo prav in smo na pravi poti. Zanimivo je, da v vseh teh letih smo poslušali obrtnik leta, zdaj je pa ta naziv pripadal ženski. Ja, res je. Prvič je v 16 letih ta naziv prejela ženska, sem prejela ženska. To mi gre še posebej v čast, na to sem še posebej ponosna. In hvala naši območni obrtni zbornici Ljubljana Šiška, ki je bila prvi predlagatelj, ki me je v to potegnila, da sem se podpisala pod vlogo za nominacijo obrtnik leta. Ko se je to začelo dogajati meseca julija 2018, sem si pač rekla, v redu, moramo tudi žensko kvoto pokriti, zakaj ne bi sodelovala v tem. Saj smo obrtniki v naši močni obrtni zbornici le nekaj dosegli. Bom šla v to. Na moški strani je bil to gospod Škrabac, na žensko stran, na drugo stran vage so dali mene. In julija niti slučajno se nisem upala misliti, da bom kdaj v rokah držala tale kipec. Prej ste omenili, da je prišel ta naziv ne prezgodaj, ne prepozno. Če malo morda bolj pojasnite, kaj pomeni prezgodaj. Prezgodaj zato, ker tole ni vrhunec moje kariere. Vsako leto so novi izzivi, vsako leto prihaja kaj novega. Se mi zdi, da te izzivi so skozi večji, skozi močnejši in se ne počutim, da je to prehmalo prišlo. Vsekakor pa tudi ne prepozno, tako kot sem rekla, da ne zaključujem s tem. Je gostinstvo morda pretežno moški poklic? Glede na to, da smo vedno govorili o obrtnikih leta, pa glede na to, da pogosto ženske poslušamo, da moški dominirajo v kuhinji, se verjetno zdaj s tem, ko ste prejeli ta naziv, ne bi strinjali. Ja, če pomislim na našo hišo, bi rekla, da pri nas kar nekako ženska kvota nosi fano v narekovajih. Vsekakor dobri ženski mora tudi naš dober ata stati, da sta si tako moj starata in moja mama šla v štric, kot tudi moj oče in mami, seveda iz tega rata pol tudi dobra ženska. Če pa pogledam širšo Slovenijo, pa lahko pogledamo dober primer, dober zgled naše Ane Roš. Je ženska in kapo je dol. Tako da težko rečem, da je gostinski poklic samo izključno moški. Je pa res, danes v današnjem času pravi, da smo si enakovredni. Mnogo več moramo ženske se izpostavljati, dokazovati, da dosežemo isti nivo. Najbrž se mrzdo ne bo z mano s tem strinjal. Pa lahko torej ženske pariramo moškim v kuhinji, me zdaj zanima. Lahko. Dolga je bila pot od male deklice s kuhovnico v roki do naziva obrtnica leta. Medtem ko smo se nekatere punčke igrale z barbikam, ste vi po hiši letali s kuhalnico. Ja, to je res. Če pomislim osnovnošolske dni, res je, tako kot pravite, sošolke so imele barbiko. Jaz lahko priznam, da moji starši ali pa širše sorodstvo
ene barbike mi niso kupili, zaradi tega pač ne obžalujem, niti malne tega. Zdaj sem šla v kino, so šle v disko. Jaz pri svojih tistih mladih, rosnih letih sem sam poslušala. Je bila tudi drugačna skupnost pri nas na vasi, smo se družili v naši fari prek pevskega zbora in se mi zdi, da to mi je bil tisti trenutek, ko sem šla lahko malo iz hiše in to je bila že čas srednje šole, ko sem si malo najdla svojega cajta, malo se sprostiš v tem pevskem duhu. Ne vidim nazaj neke potrebe, da mi je kaj manjkalo, tudi če nisem imela barbike. Kdaj ste se pa resno začeli zanimati za kuharijo? To je bilo kar skozi. Osnovna šola je kar rasla in na koncu osnovne šole pri meni ni bilo vprašanja. Mi se nikoli nismo doma pogovarjali, v kakšno srednjo šolo bo šla pa ti. Meni je bilo to kar samo po sebi umevno. Jaz nisem videla druge srednje šole, kakor vpis na gostinsko srednjo šolo. In tako je šlo. Vem pa, spomnim pa se, začela sem pa vsekakor tako kot vsak otrok pri sladicah. To je bilo pri meni največje veselje delati sladice in danes, ko svojo hči vidim doma, zelo rada tudi kaj sladkega naredi. S katerim sladicam ste pa začeli takrat kot otrok, najstnica? Jo, se veste, kaj je ta prva sladica, ko je otrok speče palačinka. Ampak to je bilo kar zgodaj že. Jih še danes kaj pečete? Ja, seveda, kadar je treba otrokom kaj speči, to obvezno. Vi ste rekli, da pri vas ni bilo skoraj druge možnosti oziroma ni bilo sploh vprašanja, da bi šli kam drugam, pa na gostinsko šolo. Pa ste kdaj razmišljali ali pa vas je vleklo morda kaj drugega kot gostinstvo? Ja, to je bilo pa pol v času gostinske šole, 4-letne, ko malo bolj vidiš, da se bo treba malo drugače obrniti. Kruh pri nas doma je bilo težko zaslužiti, mi imamo poleg gostilne še kmetijo in je bilo vedno tako, ko je bilo na gostilni polet malo manj dela, je bilo na kmetiji takrat vrhunec. Bila je žetev, bilo je poletje, bilo je treba iti na njivo in enostavno tistega dopusta počitnic ni bilo. Smo si pa vsekakor otroci privoščili počitnice z starim atom pa staro mamo. Ampak uvidiš, da bi bilo dobro še mogoče po kakšni drugi liniji zaslužiti, da bi lažje potem sam svojo družino preživljal. In sem se takrat po srednji šoli vpisala na pedagoško akademijo, smer biologija, gospodinjstvo. Že od nekdaj me pa tudi veselil delo z otroci, če pomislim na še osnovno šolo, zadnje letnike, ko smo na počitnice z mamo hodili v Savudrijo pri Kolco, smo imeli vedno šolo, ne? In učiteljica sem bila jaz. Kdo pa je bil tisti, ki vam je kuhalnico dal v roke? Verjetno mama Ivanka. Ja, to je pa naša stara mama Ivanka. Zakorakala je v 92. leto. Ja, pri nas je mama v kuhinji bila skozi, kar jaz spomnim, poleg vseh kmečkih opravil, ki jih je imela. In z mamo sem gor rasla in ona mi je bila promotor tega poklica. Od nje sem se osnovno učila in hvala ji za vse. In tudi danes, ko je čas, ko se vse tehnike v kuharstvu vračajo nazaj v prvenstvo, veliko stvari črpam iz mamnih časov. Če nam morda malo orišete tisti čas danes, je recimo čas, ko imamo vsega dovolj, ko imamo vsega preveč. Vi ste verjetno zrasli, odrasli v drugačnih časih. Kaj se je takrat smukalo po kuhinji, kaj je dišalo iz loncev, kako ste pripravljali takrat jedi? Vse v tistih mojih časih nam ni nič manjkalo. Če pomislimo osnovno, srednjo šolo, vsi smo imeli vsega dovolj. Ni bilo lakote, z obled smo imeli vsi, tako jaz, kot moji vrstniki, in tako je tudi danes. Res, da danes je tega mnogo, mnogo več oziroma preveč, nimamo mere, ne okolja, ne mi starši, vsak pri sebi mora to potem mero narediti. Kaj se je takrat kuhalo? Mama je v naših časih, mi smo bili tradicionalna gostilna,
Mama je v naših časih kuhala osnovne stvari, se pravi, to so bile pečenke, piščanci, koline, to so bile osnovne hišne jedi, na katere so hodili ljudje iz širše in daljne okolice. Predvsem pa, tako kot je naša mama zmeraj rekla, vsaka dobra stvar, solata ali pa kjerkoli še pri svoji rojstni hiši, kjer je mama včasih bila, pri Kovač na Vikrčah, je zmeraj rekla, ta dobra stvar mora biti za Ljubljančane. Zakaj za Ljubljančane? Ja. So bili najbolj zahtevni? Ne, da so bili zahtevni. S tem je skazovala, da vedno, da je gostu boljš, kot sam sepa. In danes, ko pomislim, seveda, gost mora dobiti krožnik, jed, tako, kakršno bi jo ti jedel. Ti ne moreš dati nekaj iz rok, kar tebi ni všečno, kar ti ne bi jedel, kar ti na oko ni dobro. Tle pomislim na naše študente, ki prihajajo iz srednjih gostinskih šol, včasih mi kakšen pomaga naložiti krožnik ali pa mu pustim nalož krožnik in ga vprašam, bi ti to jedel, ali pa če si naredil. Ja ne, ja zakaj si pa potem to naredil? In iz tega shaja, naša mama je zmeraj rekla za Ljubljančane, ampak to tako za Ljubljančane, se pravi gostu, da je res najboljše. Kako pa je bilo takrat, ko ste šli v gostinsko šolo? Kaj so vas tam učili? Je bilo to nekaj uporabnega, kar lahko še danes uporabljate oziroma vlečete iz tistih časov? Ja, vsak študent, vsak dijak v gostinski šoli dobi osnove. Če si bolj ali manj dojemljiv, osnove dobiš, zdaj pa odvisno, koliko jih sam posrkaš, koliko iz tega povlečeš. Poleg teh osnov na gostinski šoli je pa zraven velik del praksa. Za to stvar pa lahko rečem, da v našem izobraževalnem sistemu je prakse v našem poklicu premalo. Najbrž ne samo v našem poklicu, v vseh poklicih, ki so strokovni, je prakse premalo. To verjetno opažate s temi študenti, dijaki, ki prihajajo k vam? Opažam prek študentov, opažam pa tudi iz sosednjih držav, bodisi če v primeru vzamem Avstrijo, srednješolci po končanem letniku, da ima prvi ali drugi letnik srednje šole zaključen, morajo opraviti 2 meseca prakse. To ne pomeni, da je opravila v času šole od septembra do junija, tako kot pri nas, ampak je opravila od junija do septembra. V tistih 3 mesecih morajo opraviti 2 meseca prakse. In končano srednjo šolo ima, ko opravi vseh 32 tednov prakse. In ko dijak ali študent pride na prakso v gostilno Mihovec, s kakšnimi orodji ga opremite za v svet? Najprej mu damo predpasnik. To pomeni, da osnovna je čistoča. Osnova je čistoča, pri higieni se začne, bodi si osebna higiena, higiena živil, iz tega potem vse izhaja. Druga stvar, ki pride dijak k nam, je to, da bo mogel trdo delati. To ne pomeni, da bo delal 8 ur, tako kot je normalen delovnik. Kakšen dan bojo 4 ure, kakšen dan bo pa tudi 12 ur. Je pa to težko doumeti, predvsem staršem. Gostinstvo je danes nehvaležen poklic, pa tudi necenjen. Včasih opažamo, da je lahko kuhar, natakar, skoraj vsak ima 5 minut časa. Kako nekdo, ki je vrhunski na tem področju, to komentira? To je res, kar ste povedali. Ja. To izhaja tudi iz nas, staršev. Če se sebe v vlogo starša postavim, rečeš otroku, jaz ne svojemu, ampak slišiš. Če se ne boš učil, boš pa kuhar. Če se ne boš učil, boš pa pek ali pa masar. Zakaj to rečemo? Zakaj to rečejo? To je zame osebno ponižujoče, nizkotno, ker vsi ti poklici, masar, pek, kuhar, natakar, to so v tujini hvalevredni poklici. Da si ti kuhar, moraš imeti veliko znanja. To ni tako, da če se ne boš učil, boš pa kuhar. Mnogo znanja je potrebnega, da si dober kuhar. Je pa pri nas pač sistem tak, da vsak, tako kot ste rekli, 5 minut časa, ko ima bom pa kelner ali pa kelnerca.
Ampak vi vseeno temu parirate. Vaša gostilna ima 160-letno tradicijo. To je dolga tradicija. To je hvale vredno, da gostilna toliko časa obstane in da ohrani tak sloves, kot ga ima vaša. Ja, v vsaki obrti, v vsakem podjetništvu je krivulja, ki gre gor in ki gre dol. Tako je tudi pri nas. Bilo in tako tudi bo. In bodi si v sami hiši ali iz vpliv okolice. Pač pretekla recesija nas je marsikaj naučila, kaj bo v bodoče, bomo videli. Na vse stvari treba biti pa pripravljen. In če je delo, če je podjetništvo na dobrih temeljih zraslo, se mi zdi, da take krize težko prebrodiš. Tako je tudi trenutno kriza v našem poklicu, v gostinskem, ko ni delovne sile, ko ni strokovno usposobljenih delavcev, bodi si kuharjev, natakarjev, ki bi jih preklical v hišo. In tukaj je pač odvisno od vsake hiše, kako se znajde. Pri nas dejansko si moraš privzgojiti kuharja ali pa natakarja. Nekoga, ki ga ti usmeriš. To pomeni, da ga prilagodiš na sistem, ki je v tvoji hiši. In zaenkrat je kar veliko dijakov, študentov, ki pridejo v našo hišo, bodi si sami, bodi si s starši, mi bi pa radi pri vas delali. In na to smo veseli in ponosni, je pa težko s takimi, ki začnejo z nule. Moja mami, moji starši so imeli za to veliko potrpljenja za take dijake in so jih res, rekla bi, lahko temu gor spravili. V današnjem času, ki je pa tempo zelo močen, se pa jaz ne morem toliko z njimi ukvarjati. In hvala Bogu, da so te, ki prihajajo k nam, zelo hitro dojemljivi in predvsem so zelo pridni. In tako že na vratih prebereš, da je dobrodošel v hiši, ga sprejmeš in stvar zalaufa. Enostavno že prve dni vidiš, tako kot otroka, če ga vržeš v morje, splava in gremo. Je pa verjetno najpomembnejše, da je tista močna želja in pa to, da verjame v ta poklic. Tako, to je prvo. Znanje, ki ga vsak pridobiva, je na prvem mestu. Potem je zraven talent in pa trdna volja. Se mi zdi, da te tri stvari pri vsakem dijaku, študentu ali pa mladostniku so osnove, da osvoji cilj tistega, kar si je zadal. Pa je možno morda nekoga, ki ni rojen kuhar, ni rojen gostinec, ima močno željo, toliko ukalupiti, da bi bil dober v tem poklicu? Je. Teh je danes čedalje več in hvala Bogu, da je temu tako. Tudi zunaj v svetu je veliko kuharjev, ki jim je bil osnovni poklic čist neka druga stvar, kot pa hotelirstvo, gostinstvo, gastronomija. In so danes uspešni, vodijo restauracije, gostilne. Zanimivo je, omenili ste, da vam manjka kadrov. Verjetno se pogovarjava o kvalitetnih kadrih, kakovostnih. Tako. Koliko pa je zanimanja pravzaprav za gostinstvo v Sloveniji, če čisto splošno pogledava? Če pogledamo nekaj let nazaj, je bil velik upad. Se to tudi razne številke povejo, kakšni so bili vpisi na gostinskih srednjih šolah. S pomočjo medijske prepoznavnosti, ki je v zadnjih letih kar dosti močna, z različnih oddaj, kjer je bil gostinski poklic, predvsem kuharski, drugače predstavljen, dober, se pravi, bodi si gostilna išče šefa, zdaj master šef in tako naprej, prihaja tudi mali šef. Je pa ta poklic se kar zanimanje za ta poklic povzpel in hvala Bogu, da je temu tako. Kakšni pa pridejo kadri z tega ven, je pa od vsake šole srednje odvisno. Koliko se mi zdi, vsaka šola vloži tudi truda v svoje dijake, vsekakor pa vsak posameznik kroji svojo usodo. Vi ste prej omenili, ko sva govorili o 160-letni tradiciji vašega doma, da taka hiša in taka gostilna potrebuje dobre temelje. Kaj pravzaprav pomenijo dobri temelji v gostinstvu? Pri nas je gostilna in kmetija skozi povezana bila med seboj in osnova v naši hiši je tradicija. Tradicija, ki se prenaša iz roda v rod
Vsak pri nas, se mi zdi, ki jo je prenesel naprej, je čutil to odgovornost. Jaz upam, da bojo to začutili tudi naši otroci. Biti spoštljiv do tradicije je velika odgovornost in to prenašati naprej še večja. Potem drugo načelo je spoštovanje. Spoštovanje do družine, do sodelavcev in do okolja. Je pa okolje včasih nespoštljivo do tebe. To pa pomeni kaj? Vsak, ki se ukvarja s kakršnokoli obrtjo v takem naselju, tako kot smo mi, najbrž ve, kakšne so slabosti in dobrote. Če so dobri sosedski odnosi, se mi zdi, da je to vrhunec, ki ga ti lahko dosežeš v svojem okolju. Večkrat ste omenili, da je pomembna tradicija, da vaša gostilna pravzaprav stoji na tradiciji. Vendar, če pogledava nekaj let nazaj, to ni bilo nekaj, kar bi bilo privlačno za goste. To je nekaj, kar zdaj v zadnjih letih prihaja v ospredje. Ker kljub temu, da je tradicija, vseeno morate biti v koraku s časom, moderni, privlačni. Ja, res je, prav imate. Včasih smo se mi otroci zmrdvali nad mamo, ki je imela ruto privezano, pa predpasnik, pa je bila malo tako, ali pa ata, pokojnjata Joža Mihovc, s traktorjem se pripeljal, pa smo rekli, da je umaknem se, lej, tam imamo ljudi na dvorišču. Tudi še nedolg nazaj, rečeš leta nazaj, ko je isto naš oči v delovnem kombinezonu, mogoče s kmeti, kakšno kavo, kakšno pivo spil na vrtu, pa se je kakšen izmed naših novšle sedel takle. Mi je bilo to sramotno pogledati. Danes gost, vsak, ki pride, če pomislim na lansko sezono polet, v veselje mu je bilo videti, ko si se pripeljal domov z avtom, polhnim, surovin z njive, ali ki sem pa nesla iz Garkelca v košarah, gajbcah na cizi, ki jo imamo za take kratke poti. Danes je to drugače, pa je to lahko razlike par leta. In prav je, da so ljudje začutili, da je v to tradicijo, v nadaljevanje tradicije, predvsem v kmetijski smeri ali pa v gostinski, da je veliko truda vloženega. In taki gostje, ki k nam prihajajo, v prvi vrsti jim hvala, da to spoštujejo. V Sloveniji se veliko govori o samooskrbi, o ekološkem kmetovanju, o ekoizdelkih, o ekopridelkih. Včasih se nam zdi na trenutke, da nekatere gostilne, nekateri podjetja to izrabljajo. Kako gost ve, da je nekaj ekološkega, da je to zraslo na samooskrbovani kmetiji? Ja, naša kmetija obsega preko 20-25 hektarov in je težko, da bi šli v biopridelavo v tem trenutku. Imeli smo integrirano pred časom in iz te naše kmetije si mi priskrbimo eno njivo. Vsako leto moji starši rečejo, drug let bo manjša njiva, manj bo treba obdelovati, preveč je vsega. Če pomislim par let nazaj, ko je naša mama Ivanka nas vedno za počitnice vozila na te njive, smo se zmeri mi puntali, ne bomo obdelovali. Mi tam mladi ne bomo hodili, zakaj moramo hoditi na njivo. No, zdaj so se časi obrnili in so tam moji starši vsak let manjša njiva. Ampak mi si vsako leto to njivo izborimo, ki nam jo pač naš oči Jernej da v obdelavo. Brat in otroci to njivo obdelajo, da nam jo pripravijo. In potem, ko zdajle prihaja pomlad, sejalni načrt že malo pripravljen, je čas, ko je treba to njivo posejati, poflancati. In na to njivo mi ne dajemo nobenih substanc, strupov, razen kar je naravenega. Preselca, koprive, kar se tiče špricanja. In
za njivo, iz kjer mi surovino dobimo, naši gostje zdaj, Tomaž, ki še ga pelje, gremo pogledati nivo. In ko prideš ti nivo, ker je res ogromno enega plavela, si misliš, kaj tukaj zraste. Ne? Ampak če hočeš imeti lepo nivo, drugega ni kot kopca, če češ, da je lepa. Ali pa kakšni preparati, ki se v biološki sferi ne uporabljajo. So pa tudi seveda tisti, ki so dovoljeni. Tako da za našo zelenjavo, tisto, ki jo mi nas v času vegetacije pridelamo, stojimo, da je neoporečna in je našega ekološkega izvora. Je pa res, kot ste rekli, zelo veliko izrabljajo zdaj v kulinariki eko domače, predvsem ta beseda domače. Danes je že vse domače. In bo treba enkrat tudi temu reči, Bob, kaj je to domače. Seveda smo vsi na domačih tleh v Sloveniji. Za gostilno Mihovec je domače kaj? Tisto, kar mi doma vzgojimo, predelamo in naredimo. Filozofija vaše gostilne, vašega delovanja, vaše kmetije je zemlja je naša mati. Kakšen je pravzaprav občutek, ko nek pridelek odtrgate, ne vem, iz pulte na njivi in potem, ne vem, čez nekaj ur to nastane nek lep pridelek oziroma nek lep izdelek na krožniku? Ja, ta zemlja je naša mati, to odmeva mi v šesih, to je naša mama zmeri govorila, kadar mi otroci nismo hoteli jeti pleta. Zemlja je naša mati. To je bil slogan počitnic velikokrat. Ampak je temu danes res tako. Jaz še bolj čutim do tistega korenja, ki ga daš na krožnik, pa tudi če je navadno korenje, kakor nek moj sodelavec, čutiš do tistega korenja, da ga je treba z večjo ljubeznijo na krožnik položiti, ker si ga negoval od prvega trenutka do končnega. In če tega stika ni, to ni ljubezen do zemlje. Je pa ta pot od tega, ko vi nekaj posejete, posadite do krožnika veliko daljša, kot če greš po surovine v trgovino ali na bližnjo tržnico, kjer je seveda vse eko, bio. Seveda, normalno. Stvar, ki jo mi doma predelamo, bi jo težko vrednotila, kljub temu, da bi jo kot podjetnik mogel. Da jo daš na krožnik, ne vem, kakšna bi bila cena. In normalno, da je lažje v vsako prvo trgovino. Bi lahko v Sloveniji govorili o vrhunski kulinariki ali smo morda precej korakov že za tujino? Ne, to je zelo napačno razmišljanje. Sama Slovenija je v zadnjih letih zelo poskočila, kar se tiče vrhunske kulinarike. Prihaja leto 2021, ko bomo Slovenija postali kulinarična destinacija. Na to smo lahko še posebej ponosni. In to je nam vsem, ki se ukvarjamo s kulinariko, še poseben izziv. Se predstaviti vsak po svoje, vsaki s svojimi jedmi v danem trenutku na pravem mestu. Kaj pa, če zožava pojem vrhunske kulinarike na Medvode in okolico? Medvode, tisti, ki pravi, da nimamo dobrih gostiln, zelo napačno razmišlja. Lahko rečemo, da smo občina Medvode ena izmed največjih občin, ki ima največ gostiln, katerim pripada znak Gostilna Slovenija. In da se o tem premalo govori, je velika napaka. Poleg naše hiše je tukaj še gostilna Dobnikar na Katarini, gostilna Belšak na Slavkovem domu in seveda ne smemo pozabiti tukaj hiše kulinarike Jezeršek v Sori, ki je glavni in največji adut, kar se tiče v Sloveniji cateringov, ne samo v Sloveniji, ampak predvsem v tujini. In tisti, ki reče, da Medvode nima visoke in predvsem sodobne kulinarike, se moti. Seveda, vsaka hiša si svoj krožnik ukroji po svoje. Ali je to malo bolj modern, ali je tradicionalen, pač to je stil hiše. Je pa v občini Medvode veliko dobrih gostiln.
Spomnim se, ko so podeljevali te velike zvone gostilnam, ki so simbol za znak Gostilna Slovenija. Pred leti ste ga dobili tudi vi. Kaj pravzaprav to pomeni v tistem trenutku za gostilno? Kakšne spremembe morda ste vi mogli vnesti v delovanje? Ja, za Gostilna Slovenija zvon, to je bil znak, ki je predstavljal Gostilno Slovenijo, zvon izvesek na hiši, ki ga ima vsaka gostilna obešenega. To je dobila tista hiša, tista gostilna, ki je bila obdelana v neki proceduri. Procedura, ki jo je opravila komisija, v kateri so bili vključeni kulinarični strokovnjaki. Ta naziv Gostilna Slovenija oziroma ta projekt Gostilna Slovenija je v zadnjih letih malo bil v zatonu oziroma nismo bili zelo aktivni. Smo pa pred kratkim imeli skupni sestanek, smo sedeli za skupno mizo, kaj s tem, kako s tem naprej. In obvezno ime gostilna, katero ima Slovenija, moramo ponesti v svet. In predstaviti Slovenijo z besedo gostilna, kdo smo in kaj smo. In če se vrneva nazaj na tiste domače izdelke, o katerih smo prej govorili, je to tudi eden od zahtev, da gostilna postane oziroma dobi znak Gostilna Slovenija? Ja, določen procent jedi v svojem jedilnem listu in moraš imeti iz lokalnega področja, okolja, potem določen procent mora biti ekološkega izvora, so vse smernice predpisane, kaj vse mora jedilni list oziroma tista gostilna vsebovati, da dobi znak Gostilna Slovenija. In če pogledamo vašo gostilno, ste uvedli kakšne spremembe ali ste pravzaprav sledili temu že od začetka? Ne, temu slediš že od začetka, če ne ti ta znak ni podeljen. Torej, kakšnih večjih sprememb zaradi tega? Ne, so samo nadgradne. Pa je postala gostilna morda v svetu ali pa v širši okolici Slovenije bolj prepoznavna vaša zaradi tega znaka? Težko rečem zaradi tega znaka. Postali smo prepoznavni po vseh aktivnostih, ki smo jih v zadnjih letih imeli. Ena izmed teh večjih aktivnosti je sodelovanje na odprti kuhinji v Ljubljani, na Pogačarjevem trgu. Letos bo naša hiša tam že 5. leto. In na osnovi tega so nas tujci zelo veliko našli in na osnovi tega nas tudi kar zelo veliko obiskujejo. Seveda, post festum potem ratajo članki v različnih medijih v tujini, te tam poiščejo, pridejo k nam, te najdejo Medvode, medvoško občino, jim svetuješ, kaj ne si ogledajo. Tega je bilo zdajle v mesecu oktober, november, december pri nas zelo veliko. In z veseljem deliš ta obisk, ne samo obisk v naši hiši, ampak obisk cele okolice, jih zapelješ oziroma ponudiš, kaj ne si še ogledajo. Niso samo tukaj lučke v Ljubljani. Res je. Če se dotaknemo nečesa, kar mogoče kakšne sladokusce najbolj zanima, med drugim tudi mene, je vašega jedilnega lista. Nekomu, ki prvič vstopi v gostilno Mihovec, pa morda ne pozna dobro slovenske kulinarike, kaj bi mu priporočili z vaše kuhinje? Nekdo, ki prvič vstopi in ne pozna slovenske kulinarike, se pravi nekaj, kar je slovenskega. Če začneva čisto začetkom, žito. Pri nas je žita veliko, bodi si pšenica, ajda, konoplja, koruza, surovine, ki iz teh stvari jih mi doma vzgajamo in naredimo. To je osnova tukaj kruh in naša pogača. Pogača, potem juhe z različnimi jušnimi vložki in pa stvari, ki se tradicionalno vračajo nazaj. Včasih so bile to pečenke, danes so pa to večji kosi mesa, se pravi stvari, ki se pečejo v roru in jih potem tudi drugače prezentiraš pred gostom, se pravi jih v večjih kosih pred njimi režeš. Take tradicionalne jedi, ki jih predstaviš gostu na sodoben način. Poleg tega, seveda, v naši hiši je trenutno naša slavna telečja jetrca z različnimi sezonskimi dodatki. Zdaj spomladi bomo začeli s čemažem, potem bodo sledili šparglji, lisičke, jurčki in to se potem sezonsko menja. Seveda, tukaj ne smemo pozabiti naših štrukljev, da ne govorim o slovenski potici. Zanimivo je,
da vaše jedi imajo v ozadju zgodbe. To niso samo jedi na krožniku, vendar ima vsaka jed neko zgodbo, neko privlačno anekdoto poleg. Ja, pri nas recimo, ko pridejo gostje v hišo prvič ali pa če jih nek gost svojo družbo pripelje, da se hoče z nami tudi postaviti, se pravi, mu je v čast, da ga gostimo. Seveda istočasno je tudi nam v čast, da smo lahko gostitelj njihovi družbi. Najprej predstavimo našo zgodbo, bodi si hišno ali vaško. Naša vaška zgodba temelji na telečjem, zaradi tega je tudi veliko jedi v naši hiši temeljijo na osnovi teletine. Sama hišna zgodba pa pri nas izhaja iz slogana našega spokojnega starega ata Mihovca, ki je rekel, ja, pri nas ne pač kura poje, dokler časa lepo poje, ne ker poje. To pomeni, da jedi, ki jih prinesemo, tudi radi opišemo. Gostje danes radi vidijo, da osnovna stvar, tudi če je to neka solata z raznim dodatkom, nadgradno, bodi si to zdaj v tem zimskem času naše buče, ki jih hranimo, jim je všečno, da jim to predstaviš. In normalno to mora pri nas v naši hiši ponovati kakšna ženska predstaviti, da... To je še nek dodatek zraven. Zakaj se pri vas reče pri Mihovcu? To je verjetno tudi ena zanimiva zgodba. Joj, ko sem bila, se pravi tega 18 let nazaj, ko sem bila prvič noseča z mojim prvorojencem Martinom, sem te stvari raziskvala še s pomočjo profesorja Janeza Bogataja. Sama hodila na Škofijo v Ljubljano, v arhiv in sledila sem do pisave gotske, kjer sem znala še brati, potem se mi je ustavil, normalno je tudi že porod prišel časovno. In nisem raziskvala pol več naprej v tist čas še od 1700 naprej, mislim, ne, ali pa nazaj. In do takrat se je skozi nobenega Miha ni bilo, da bi rekel, pri Mihovci izhaja z beseda Miha. Ni bilo nobenega Miha, kljub temu, da je mojemu bratu, hvala Bogu, ime Miha, tako da zanamci, ki bojo raziskovali, bojo videli, da je bil Miha, da se reče hišno ime pri Mihovc. Ampak tisto, kar sem jaz raziskovala, ni bilo nobenega Miha in to je hišno ime že od nekdaj pri Mihovcu. Sem pa prepričana, da je nekoč obstajal nek Miha. Lahko je bila pa tudi Mihaela. Lahko, če govorimo seveda o uspešnih ženskah pri gostilni Mihovec. Ja. Omenili ste že večkrat, imate sina Martina, hčerko Elo. Kako usklajevati življenje uspešne poslovne ženske, življenje matere, življenje partnerke, prijateljice? So lahko vsa ta področja hkrati uspešna? Zanimivo vprašanje. Glede na to, da imam pred seboj tale kipec, je nakovalo kar težko, ja. Tudi težek odgovor. Vse to, kar ste vprašali, je težko usklajevati. Bi se zlagala, če bi rekla, da je vse v istem nivoju. Zato, ker pri meni je bila vedno ta močna volja in je še danes, da je gost na prvem mestu. Pač v tem smo gor zrastali, si v poslu, v tem družinskem podjetništvu in ti je gost na prvem mestu. In takoj za njim, lahko rečemo štric, seveda je družina. Ampak ta družina ti sledi, ti pomaga pri vseh teh aktivnostih, smo neka skupnost. In če to funkcionira, če vsi dobro delamo, je tudi gost srečen. In potem vidiš na koncu meseca, na koncu določenega obdobja, uspeh. Tako da težko rečem, da so otroci na prvem mestu, včasih ja, včasih ne. Lahko pa rečem, da jim ničesar ne manjka. Sta že pokazala kaj zanimanja za gostinski poklic? Ja, Martin je 17-letnik, trenutno obiskuje 3. letnik srednje gostinsko-hotelirske šole
v bližini Gradca, v mestu Bad Gleichenberg. Šola je 5-letna, potem sledi še college. Njegova želja v pogovorih, kadar jih imamo, ob kratkih trenutkih, začutiš željo po tujini in tega otroku ne smeš braniti. Ela je pa 4. razred. Je pa še prezgodaj. Je prezgodaj, kljub temu, da skozi bolj sanja o tem, da bo tako kakor Martin, se bo mogla pa še lepo dokazati. Kaj pa to potem pomeni za gostilno Mihovec 160-letno družinsko tradicijo? Ja, ta letnica 1857, to je letnica, ki jo nismo kar nekje z lufta potegnili. Jo je bilo takrat 17-18 let nazaj določiti težko, ampak s pomočjo profesorja Janeza Bogataja smo jo, ker smo imeli zapise. Ustno izročilo sega preko te letnice. Tako da gostilna je obstajala že 100 let prej. Poleg gostilne in kmetije je bila zraven tudi še štacuna, trgovina. In v vogalu hiše, kjer imamo zdaj skladišče, suho skladišče, tistemu prostoru še zdaj rečemo štacuna. Ker tam je bila štacuna z živili. In samo letnico smo vrednotili na osnovi poročnih pogodb, ki so bile iz leta 1857. Od tam smo potem to obdržali in smo ponosni na to letnico. Kaj pa vaši zanamci? Kam gre gostilna Mihovec naprej? Upam, da v pravo smer. Kaj je za vas prava smer? Uspešni? Uspešni, podjetni, nadaljevati tradicijo staršev, se pravi mene, mojih staršev, mojih prednikov. Trenutno smo 4 živeče generacije pod isto streho. Na to smo tudi ponosni, ni pa vedno lepo, so časi črni, beli in pasivi. Ravno to sem želela vprašati, kako gre ta stara tradicija z nekim modernim pogledom na slovensko kulinariko. Ja, tako, kot sva že prej govorili, so bili težki časi s tem, da zdaj je današnji gost prepoznal, da je to tisto ta pravo, kjer mu je treba slediti. Seveda so pa v vsaki taki stvari potrebne nadgradnje izboljšave. Če primerjava slovenskega in tujega gosta, kateri je bolj zahteven? Oziroma, kako se njune želje po tistem, kar je na krožniku, razlikujejo? Slovenski gost je zahteven gost. To pa zaradi tega, ker mu je omogočeno v današnjem času širok spekter kulinaričnih spoznanstv, bodisi vinarskih, različnih tečajev, medijska pokritost, Facebook, Instagrami, Pinterest, to je danes, brez tega se danes ne da živeti. In gost je v teh stvareh osveščen. In je slovenski gost v tem tudi z samim znanjem na zelo visokem nivoju. In prav je temu tako. Kaj pa tuji gosti, po čem ti povprašujejo? Tako, ker sam, ko greš nekam v tujino, želiš se predati lokalnemu okolju. Se pravi, tisto, kar je značilno za tisto okolje. Bodi si z kulinaričnega vidika, etno vidika ali naravnih dediščin. Se pravi, nekam, ko greš, se prepustiš okolju. In tudi gostje, ki k nam pridejo, kaj hiša ponuja, kaj je vašega. Kakšna je Mojca Trnovec v kuhinji? To bi mogli kakšnega drugega vprašati, ne mene. Okrog sebe imam dober tim deklet. Smo sama dekleta, smo ena družina. Družina, ki funkcionira že zelo dolgo. Imam sodelavko Almiro, ki je v hiši več kot 20 let. In zraven sodelavko, ki je istočasno tudi sošolka iz osnovne šole Romana, ki je v hiši tudi že več kot 10 let. In z obema se zelo dobro razumemo. Seveda so trenutki, sploh v času, ko je dela mnogo preveč, ko pripeljajo do kakšnih
besed na napačnem mestu in v tistem trenutku je treba odreagirati. In tle bi lahko rekla, da moraš biti dosleden. Tako da lahko rečem, da sem dosledna. Biti moraš spoštljiv, pošten, predvsem pa deloven in pa potrpežljiv. Ne vem, ali je vprašanje na mestu, ampak ali hodite v druge gostilne sprobavati kakšne jedi ali pa na kakšno večerjo? Seveda. Vsak gostinec mora to narediti. In kakšna je Mojca Trnovec kot gostja? Se prepustim kuharju, natakarju. Tisto, kar hiša ponuja. V vsako hišo greš seveda z namenom, da doživiš dober kulinarični dogodek. Zbereš lahko bodisi neko pizzerijo, za katero se veliko govori, da ima dobro pico. Lahko na drugi zbereš neko restauracijo v tujini z 2-3 Michelinovimi zvezdicami. In vsako, ko stopaš z nekim presenečenjem, kaj boš tam novega videl, kaj te bo navdihnilo. In tako je tudi pri meni. In v to tudi upeljujem svoje otroke. In če konkretno vzameva kakšen primer, morda iz tujine, kje in kaj vas je v tujini morda najbolj navdušilo? Bila sem vesela, da se je lansko leto moj sin Martin odločil opravljati prakso v Avstriji 2 meseca. To je bilo takoj po prvem letniku, se pravi lansko leto 2017, ne? Imam še 2018. Se pravi po prvem letniku opravljati prakso v Avstriji pri znanemu kuharju Richardu Rauchu. On je bil kuhar Avstrije leta 2015. Njega spremljamo zelo veliko zdaj v današnjem času na avstrijski televiziji. In tega kuharja si je Martin poiskal samo hišo in bilo mi je všeč, ker smo si zelo podobni. Res, da oni izhajajo iz mesarskega poklica. Poleg gostilne so imeli mesarijo. Ravno tako gojijo en majhen del njive in je tudi Martin tam lahko začutil to domačnost. In meni, ko smo šli gor parkrat ga obiskati, normalno smo si privoščili tudi večhodno kosilo ali večerjo, mi je bil res en tak lep dogodek, prezentativni, kako lahko lokalne jedi predstaviš na krožniku in na mizi. Kaj pa kakšna sama dotična jed, prav jed, kaj na vas pustila vtis? V tujini ali doma? Dajva najprej v tujini. Težko bi rekla, katera jed. Da so to kakšni stejki, kakšen jasto, kakšne pokrovače? Ne. Ne. Sem kar bolj tradicionalist, mesni. Lahko bi rekla, da me je impresioniral lih pri Richardu, veliko krožnikov je bilo, težko izpostavim kjerga. Predvsem svinina, no? On je veliko svinino delal, od smrčka do te drobovine. To me je navdušilo takrat na njihovih krožnikih. Pri nas v Sloveniji danes, da bi rekel, bom vampe dal na krožnik ali pa neko pečko, bi se težko odločil, da bi ga iz jedilnega lista naročil. Če pa to komponiran v nek meni, tako je bilo pri njih gor v Steyr-Wirtu, mi je bilo pa zelo dobro. In težko rečem, kater krožnik izmed teh jedi mi je izstopal. Predvsem vsi mesni, vrhunski. Se pravi svinina, meso, drobovina, kaj se zna iz tega nadgradnja danes narediti. Ste bili morda kjer je bila pričakovana vrhunska kulinarika, razočarani kdaj? Ja, to se mi je pa zgodilo pred parimi meseci, ko smo bili v Napoliju. Obiskali smo 2 restauraciji. Obe sta bile ocenjeni z 2 Michelinovima zvezdicama in prva je bila res superlativa, brez pripomb. In normalno pričakuješ čez 2 večera enako zgodbo, ampak na drugi lokaciji. Stav je bil v prvi moški, v drugi ženski. Že to nam je bila super taka
super izziv takoj ob vstopu noter, ampak krožniki so bili pa čist drugo, tako da smo se pogovarjali, smo rekli, joj, tukaj bi bilo treba ne samo eno vzeti, tudi še kaj več, ne. Tako da so razlike, seveda vsak ocenjuje, vsak kulinarični vodik ocenjuje svoje zgodbe, povsod so prioritete, pač brez tega danes. Ste rekli, da ste bili razočarjeni. To govoriva o postavitvi na krožniki ali o samih okusih? Ne samo o krožnikih, tudi o samem načinu potem postrežbe, v odnosu natakarjev. Veliko dejavnikov je bilo tam v tisti restauraciji, ki nas je zmotilo. Ne samo mene, ampak celotno družbo. Seveda ne moreš jih začeti kritizirati prvi za mizo, vljudno čakaš komentarje. Normalno si še toliko bolj kritičen, če greš v tako restauracijo. Je pa težko in hudo narobe, ker v Sloveniji nimamo še nobene Michelinove zvezdice, kljub temu, da si jo marsikatera restauracija ali gostilna pri nas v Sloveniji bi že zdavnaj zaslužila. Ampak niso, se opravičujem, ker sem vas prekinila, niso pa Michelinove zvezdice merilo za dobro kulinariko. Je pa to kaj v Sloveniji? Dober krožnik, dober odnos same hiše do gosta. Počasi peljeva najin pogovor proti koncu, ampak mene vseeno žuli še nekaj. Kaj Mojca Trnovec najraje je? Kruh. Na 100 različnih načinov. Tako, domač kruh, pečen skorica, ki hrusta. No, če je na temu kruhu še kakšna dobra zaska, pa domača čebula, toliko boljše. In če zaključiva z eno tako zanimivo mislijo, za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Kdo pa stoji za uspešno žensko? Če nase pomislim, za menoj stoji uspešna in moja velika družina. Mojca Trnovec, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Celotna ekipa televizije Medvode vam želi veliko novih in uspešnih doživetij kulinaričnih in ostalih. Hvala, hvala vam za povabilo in veliko lepih takih uric z vašimi gledalci vam želim.